Bil si zelo potrd, ko si izgubil roke. Ne. In pozdravljeni, yo, what's up? Moje ime je Eriks in dobrodošli na Džungla YouTube kanal. Danes snemam video, v katerem odgovarjam na vaše domneve, ki ste jih vi postavili na Džunglenem Instagram profilu oziroma na Džunglenem Instagram storiju. Tako da vsi, ki še ne followate Džungla na Instagramu, jo zafollowajte tukaj in na TikToku tukaj, da boste obveščeni, ko bomo snemali kak video na podobno temo. Še pred samim začetkom tega videa pa pustite en velik like na tem videu, ker če ta video zbere 1500 lajkov, vam snemam drugi del domnev o meni in seveda subscribite se na Džungla YouTube kanal. In to je to, gremo začeti z prvo domnevo. Si pozitivna oseba. Jep, za sebe bi lahko rekel, da sem pozitivna oseba, ker v vseh situacijah probam razmišljati pozitivno in gledati na ta boljšo plat. Tako da, sem pozitivna oseba in tudi dost hiperaktivna oseba. Čeprav imam tudi te bad daje tu pak tam, ampak jep, sem pozitivna oseba. Si odličnjak v šoli? Ko je bil vsaj. V glavnem, nisem glih odličnjak, nisem pa niti tak, ki ima slabe ocene. Jaz sem glih ta vmes na ravni črti, tako da. Bil si žalosten, ko si izvedel, da si brez roke. Da, v bistvu, ko sem se rodil, sem jokal, ampak verjetno ne zaradi tega, ker je bil brez rok. Si zelo bogat, lep, 3 pikice, 4 pikice. Prosim odgovoriti. Ja, v bistvu to lahko precenite vi, kak se vam zdim, drugače pa ja, če mene vprašaš, za sebe sem lep, ker pač smatram, da mora vsaka oseba ceniti sebe, ne glede kaka je, vsaka oseba mora biti sebi lepa, tako da, če mene vprašaš, sem sebi lep in to je to. Naslednja domneva. Si pameten, kakor kdaj. Bil si zelo potrd, ko si izgubil roke. Ne. Včasih ti je bilo nerodno zaradi rok, ampak zdaj ti ni več. To je isto, kot da vprašaš, če je vam nerodno z rokami. Ne, ni mi bilo nerodno zaradi tega, ker sem takšen, kakršen sem, tak sem se navadil in ne, ni mi bilo nerodno zaradi tega. Zakaj mi bi bilo nerodno, ker sem brez rok? What? Domnevam, da si zelo nadarjen za risanje. Po mojih vseh drawing videih bi se lahko reklo, da sem. Risanje te sprošča, definitivno. Otroci v vrtcu in nižjih razredih osnovne šole so ti pravili spaka zaradi drugačnosti. Upam, da ne. Jep, znalo se zgodi tu pa tam, da mi je kak, ki je bil nižji razred od mene, mi je rekel kaj, ampak se v bistvu nisem na to vzeral, ker pač, ko tako pomislim, to so v bistvu otroci, ki še niso dozoreli svojim letom, oziroma jih starši niso še naučili, kaj pomeni biti drugačnost in pač tega še ne morajo razumeti. Teda da, znalo se včasih tu pa tam zgodi, da mi je kdo kaj rekel, pa tudi danes se še kdaj zgodi, ampak jaz se na to ne vzeram, ker pač to so otroci. Naslednje vprašanje pa je, nimaš rad živali? Hell no, ja imam živali rajši kot ljudi, iskreno. In bolj se tu tudi pojavi vprašanje, a si more cat lover, a si more dog lover, in tukaj je ta domneva, rad imaš pse, ki to potrjuje, tako da, rad imam pse in jaz sem more dog lover. Živjo, sem Zara. Hej Zara, ali to lahko poveš, ali si dober plesalec? V bistvu to lahko ocenite vi in sicer na TikToku Džungle, kjer sem objavil svoj prvi dance video in tam lahko pod komentarje napišite, kak se vam zdim plesalec. Drugače pa lahko rečem, da sem treniral breakdance 1 leto in hip-hop pol še 1 leto, tako da imam nekaj izkušenj v tem. Domnevam, da te vsi hvalijo v risanju. Ja, bi se lahko rekel, da. Za YouTube se trudiš samo zaradi denarja, v resnici te ne veseli. Če bi bila ta domneva res, pol v bistvu ne bi niti snemal tega videa, ker pa z YouTubeom sem začel iz hobija in pač ta hobi se previl v nekaj malo več. Tako da, v bistvu ne bi nekaj delal, kar me ne veseli, ampak sem pa vesel, da lahko s tem svojim hobijem tudi kaj zaslužim. Družino imaš na prvem mestu. Jep, prej si daš kosmiče kot mleko. Jep, ker pač če si dam najprej mleko in pol ko sipam kosmiče, to mleko vse posod ven šprica in pol moram še mizo brisati. Raje bi imel vse prijatelje, ko pa obe dve roki. That's so true. Imel bi roke. V bistvu niti ne, ker sem se pač navadil brez rok, ampak pač nikoli ne veš, kaj bo v prihodnosti, mogoče bom kdaj imel roke oziroma proteze, ali pa tudi ne, tako da, pustimo čas v čas, ampak trenutno
ne potrebujem rok. Tvoji prijatelji, prijateljice te spoštujejo takšen kot si, čeprav si brez rok. Ker pač v bistvu, če me ne bi spoštovali, pol mi sploh ne bi bili prijatelji, ker pač pravo prijateljstvo se ne gleda po zunanjosti, ampak po notranjosti človeka, tako da, me spoštujejo. Nisi čistokrvni Slovenec. V bistvu sem, ampak predvidevam, da to misliš zaradi tega, ker imam drugačen naglas in sicer tam naš naglas bolj potegne na hrvaščino, ker sem na meji s Hrvaško oziroma v Beli krajini. Tako da, drugače pa sem čistokrvni Slovenec. Sem pač naglas imam drugačen. Si športnik. Za sebe bi lahko rekel, da sem kar športen tip človeka, ampak ne treniram nobenega športa, oziroma sem včasih treniral nogomet 1 leto, pa me pol ni bilo zanimivo, tako da ne treniram nič, drugače pa sem športen tip, imam rad adrenalin in tudi šport. Naslednje vprašanje pa je, nosil bi vsak nori kostum, samo da je zabava. Ta domneva pa tako zelo opisuje mene. Definitivno. Da razmišljaš o tem, da bi narisal eno prekrasno risbo, s katero bi tekmoval, pa ful si fajn. Hvala ti, drugač pa mogoče se tudi to kdaj zgodi v prihodnosti. Si imel že 2 punci? Nope. Nisem imel še nobene punce? Jep. Star si 15? Nope. Star sem 17. Rad snemaš za džunglo? Jep, ker v bistvu, če ne bi rad snemal, pol ne bi snemal niti tega videa, ki ga vi glihkar zdaj gledate, tako da, ta domneva je definitivno potrjena. Rad snemam za džunglo. In še zadnja domneva za danes je, ali si bil kaj zapusta in koliko krofov si pojedel? Ne, letos nisem bil nažalost nič zapusta, ker je bila pač karantena in smo bili vsi doma, drugač pa ne štejem, koliko krofov sem pojedel. WTF. Ampak vem, da sem jih dost pojedel. In evo ga, to je bilo to od tega videa, upam, da mi je video všeč in da ste kaj novega spoznali o meni. Če ta video pride do 1500 lajkov, vam snemam drugi del domnev o meni, zaradi tega lajkajte ta video in subscribite se na Džunglo YouTube kanal. In to je bilo vse od mene, mi se vidimo v naslednjem videu, do takrat pa adijo in peace. Tu se subscribe na Džunglo, tu si pogled prejšnji video, tu pa video, ki vam ga ja priporočam. Čau!